Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji medobčinskega nogometa. Pred nami je drugi polčas petega kroga prve MNZ Maribor med Malečnikom in Brunšvikom. Domači nogometaši po prvem delu vodijo z 2:0, v bistvu povsem zasluženo vodstvo Malečnika. Lahko rečemo, da v prvih 30 minutah so pri Brunšviku uspeli vzdrževati ta tempo oziroma slediti tempu Malečnika, si priigrali nekaj priložnosti za zadetek, a ostale so neizkoriščene. Na drugi strani pa je Malečnik za zadnjih 15 minut prvega dela dvignil svoj nivo in dvakrat zatresel mrežo Zupeta. V 36 minuti je za vodstvo poskrbel s strelom z roba kazenskega prostora Karič, nato pa 2 minuti kasneje še Želj Robnik za končnih 2:0 po prvem delu. Sredine igrišča za ta drugi polčas so pričeli nogometaši v modri športni opremi, govorimo o zasedbi Malečnika, gostje pa bodo ta obračun odigrali v tradicionalnih barvah, že lahko rečemo zeleno-črni kombinaciji. Preletimo še obe postavi, zaenkrat ostajata nespremenjeni, pri domačih v vratih Tršavec, v obrambi Kocjan, Cic, Vnuk in pa Krajnc, v vezni vrsti Dobaj, Karič in Želj Robnik, v napadu pa Ulbin, Jamšek in pa Gorza, strateg domačih je Damjan Janžekovič, pri gostih pa v vratih Zupet, v obrambi Zimet, Kalič, Brence, Beranič in Smajlagič, vezisti so Lampret, Hozjan in Muas, v napadu pa Stopajnik ter Šavorič, strateg gostujoče zasedbe je Alojz Fricelj. Hozjan je iskal Stopajnika, Cic vrača Tršavcu. Gorza proti Želj Robniku, ta pa ni bil uspešen pri poskusu podaje na desno stran proti Ulbinu. Dobaj je iskal Krajnca, nenatančen pri oddaji žoge. Šavorič vrača Zimetu. Kocjan proti Jamšku. Znova Jamšek vrača Kariču. Želj Robnik. Težave ima Želj Robnik. Kocjan, na kratko Karič in pa Kocjan. Dobaj proti Krajncu, malenkost previsoka podaja je bila to za Krajnca. Zimet proti Šavoriču, morda priložnost za hiter protinapad gostov. Muas na mestu Kocjan. Želj Robnik. Muas vrača Brencetu. Hozjan. Goal out oziroma udarec iz kota bo to za Brunšvik, prvi v drugem polčasu, skupno tretji. Na kratko Stopajnik proti Lampretu. Stopajnik proti oddaljenejši vratnici izbija Ulbin. Kalič z velike razdalje brez večje nevarnosti za Tršovca. Teče 49. minuta tega obračuna. Na dvoboju med Račami in Radljami pa je trenutno rezultat izenačen 1:1.
Še en podatek, ki nikakor ne gre na roko Brunsvicku. Vrače, pa kot vse kaže, so zares v veliki krizi glede točkovnega izplena. Pravočasno Brence pred Gorzo. Lampret, Zimet. Še vedno Zimet. Lampret. Zimet. Visoko so pritisnili domači nogometaši in ta pritisk se mi je splačal. Igra z roko Šavoriča, prosti strel za Malečnik. Dobaj na levo stran proti Kocjanu. Kocjan vrača Cicu. Dobaj. Dobaj pod pritiskom Šavoriča. Želerobnik mirno vrača Tršovcu, ta znova do Cica. Brence. Brence v vezno vrsto proti Lampretu. Še vedno Lampret. Preigral je Želerobnika, Šavorič prepušča Zimetu. Brence proti Hozjanu. Izbija Jamšek. Težave je imel Zimet, Gorza. Gorza in Kalič v dvoboju. Kalič pravočasno v bloku. Udarec iz kota za Malečnik, skupno 6. Še enkrat več ga bo izvedel Amir Karič. Karič z ostrim predložkom pred vrata. Pravočasno iz vrat Zupet, Lampret proti Šavoriču, ki je želel atraktivno preigrati Kocjana, na koncu pa prekršek domačih nogometašev nad Lampretom. Brence. Domači zaenkrat pametno stojijo v tem drugem delu, branijo svojo prednost. A jasno, teh 0:2 je kar varljivih. Mešal se je Cic. Še vedno Cic. Na levo stran proti Gorzi. Gorza visoko čez vrata je sprožil napadalec domačih. Pri Malečniku je v lanski sezoni največ minut odigral Marko Krajnc, ki je na igrišču preživel 1168 minut. Medtem obetaven napad domačih, Jamšek s podajo na drugo vratnico, kjer je do posesti prišel Karič, nad njim je prekršek storil Zimet. Pri Brunsvicku pa je v lanski sezoni največ minut zbral
vratar Schlebinger, ki letos ne nosi dresa Brunšvika. Na igrišču je preživel 1170 minut, priložnost za domače in Cic za 3-0. Sedaj pa mislim, da je zmagovalec odločen v 55. minuti. Cic po lepi podaji Kariča. Bomo videli, kaj bodo sedaj storili pri Brunšviku. Ali bodo krenili vsaj po časten zadetek ali pa se bodo nekako dali v usodo in zgolj počakali na konec današnjega obračuna. Zimet, Lampret vrača Kaliču. Muas na desno stran proti Beraniču. Hozjan je lepo videl tekajočega Zimeta, toda na mestu Tršavec lepo Karič proti Jamšku. Jamšek je še enkrat več iskal Kariča. Povlekel je Kalič. Hozjan, Smajlagić, Šavrič je iskal Smajlagića v bloku Kocjan. Stopajnik, umešal se je Krajnc. Nekoliko nespretno Smajlagić. Ob igrišču strateg gostov pripravlja dve zamenjavi iz igre. Številko 15 Jan Šavrič, v igro pa prihaja številko 9 Lučo Kočar. Kot vse kaže, v igro tudi številko 77 Miha Bračko, iz igre pa številko 21 Hozjan. Lampret vrača Kaliču, Bračko na kratko proti Muasu. Stopajnik, na mestu Vnuk, Lampret vrača Bračku. Bračko na desno stran proti Smajlagiću. Smajlagić s predložkom pred vrata, na mestu je bil Vnuk, na koncu Muas s poskusom z voleja, nenatančen. Ob robu igrišča še eno zamenjavo pripravlja strateg gostov Alojz Fricelj. V igro bo prišel številko 2 Tilen Joshua Heržič. Iz igre pa številko 43 Alen Stopajnik.
pri Brunšviku kljub tretjemu prijetemu zadetku iščejo, da le mogoče pridejo do časnega zadetka na tem dvoboju. Bomo videli, ali lahko te tri zamenjave nekako dvignejo nivo igre pri gostih. Bračko proti Kaliču. Kalič vrača Bračku. Bračko vrača Brencetu. Lampret proti Zimetu. Kočar takoj proti Heržiču. Heržič v kazenskem prostoru, toda Heržič nespreten. V kazenskem prostoru gostov. Cic. Krajnc. Krajnc vrača Vnuku. Heržič pritiska na Tršovca. Mirno vratar domačih proti kapetanu Cicu. Karič na desno stran proti Gorzi. Želj Robnik s strelom na vrata, prečko je stresel. Želj Robnik, izjemna samostojna akcija tega nogometaša. Lampret. Še ena napaka v gostujočih vrstah. Gorza proti Želj Robniku. Novi priložnosti, tokrat je obranil vratar Zupet. Bračko prebral je namero Bračka Dobaj. Nenatančen pri oddaji žoge Dobaj. Prav tako na drugi strani Bračko ni uspel ustaviti te podaje. Krenil je Jamšek. Jamšek je zapravil posest. Erža, 5 metrov si offside-o. Tam je šel Icek. Iz avta Zimet proti Kaliču. Brence. V prepovedanem položaju se je znašel Heržič. Dobaj na kratko proti Kariču. Na levi strani se v napad vključuje Kocijan. Krenil je Kocijan, še vedno Kocijan v samostojni akciji. Umešal se je Zimet, Muas, lepo Muas. Na desno stran proti Kočarju. Kočar proti Heržiču, toda prehitra je bila ta podaja Kočarja.
Pri domačih sta največ minut v tej sezoni odigrala Cic in Vnuk, oba sta na igrišču preživela 360 minut. Malečnik je v tej sezoni dosegel že kar 14 zadetkov. Najboljša strelca ekipe sta Bešič in pa Blaž Dobaj, oba sta se podpisala pod 4 zadetke. Največ rumenih kartonov je prejel Karič 2, skupno jih imajo pri Malečniku na svojem računu 6, prejeli so tudi že 2 rdeča kartona, to sta bila Komperšak in pa Kocjan. Mirno Ulbin, našel je Gorzo. Gorza je iskal Jamška oziroma iskal je Kariča, toda ta se ni vključil v hiter protinapad domačih. Nekaj težav ima med tem vezist gostov Lampret. Vprašanje, če bo Lampret lahko nadaljeval s tem obračunom. Na klopi pri gostih še imajo Žana Mlakarja. Ostali trije, Kočar, Bračko in Heržič, so že vstopili v igro. Kalič vrača Brencetu. Kočar in Heržič oziroma Smajlagič v dvojni podaji, na koncu pa prehitra podaja za desnega bočnega nogometaša Brunšvika. Želj Robnik proti Kocjanu, Karič. Pri Brunšviku pa so v tej sezoni zaenkrat dosegli zgolj 3 zadetke, od tega je 2 dosegel Stopajnik, enega Heržič. Izjemno skromen podatek, ki nam da misliti, zakaj zeleni iz Dravskega polja še nimajo nobene točke na svojem računu. Seveda menjava, kot že prerečeno, Lampret ne more nadaljevati z obračunom. V igro vstopa številko 10, Žan Mlakar. Pri Brunšviku so v letošnji sezoni prejeli 6 rumenih kartonov, vsak po enega so na svoj račun vpisali Hozjan, Kočar, Lampret, Letnik, Stopajnik in pa Zimet. Seveda to so podatki, ki smo jih beležili pred začetkom tega obračuna, danes pa sta rumeni karton na svoj račun vpisala Hozjan in pa Lampret, torej so jih prejeli skupno 8. Največ minut sta na igrišču pri gostih preživeli Kočar, Stopajnik in pa Zupet, vsi so jih odigrali 360. Kočar vrača Moasu, v bloku Krajnc. Nenatančen pri oddaji žoge Zimet, vmešal se Kocjan. Bračko. Dobaj proti Gorzi. Gorza Kariču. Karič takoj v napad proti Ulbinu.
Pravočasno Brence. Krajnc mirno proti Kariču. Gorza. Gorza je iskal Jamška, vmešal se Smajlagić in na koncu prekršek domačega napadalca. Mirno Krajnc proti Ulbinu. Vmešal se Bračko. V obrambo se vrača Želj Robnik. Prekršek Kariča nad Bračkom. Želj Robnik proti Gorzi. Močnejši je bil v tem dvoboju Zimet, toda napako Želj Robnika popravlja Ulbin. Premočna podaja je bila to za Gorzo. Bračko, nekaj raztrganje igre v teh trenutkih na obeh straneh. Kočar. Kočar proti Muasu. V preigravanju gostujoči nogometaš. Smajlagić. Izbija Vnuk. Visoko čez vrata Beranič. Vnuk in Tršavec na kratko. Tršavec je nato iskal Krajnca. Kočar. Kočar v samostojni akciji. Vmešal se Karič. Želj Robnik. Močnejši Zimet na desno stran proti Beraniču. V preigravanju Kočar. Nesporazum Bračka in Smajlagića. Slednji je pričakoval podajo prostor. A Bračko na koncu nenatančen pri oddaji podaje. Jamšek. V bloku Smajlagić, pametno je to izvedel Jamšek. Tršavec pa sedaj mirno in počasi na izvedbo tega golavta. Vnuk proti Krajncu. Še vedno Krajnc. Želj Robnik proti Kariču. Karič do Jamška. Ta znova vrača Kariču. Domači kombinirajo v vezni vrsti. Dobaj na desno stran proti Krajncu. Krajnc je iskal Ulbina. Karič. Karič spodajal prostor proti Gorzi.
Bračko na levi strani je lepo videl utekajočega Mlakarja na mestu Krajnc. Na obračunu v Račah še rezultat vedno izenačen, 1:1. Bračko. Smajlagić v preigravanju. V kazenskem prostoru se je odkrival Heržič, v skoku je bil najvišji vnuk. Zimet, Bračko. V teh trenutkih v vezni vrsti kombinirajo gostje. Bračko je nastreljal želj Robnika, Karič pritiska na Kaliča. Mlakar. Kočar in Heržič z dvojno podajo. Še vedno Kočar, strelom na vrata, manjše težave je imel Tršavec, nespretno sedaj vratar domačih. Bračko vrača Brencetu. Dobaj. Zapravil je posest Dobaj. Domači so nekoliko popustili v tem drugem delu drugega polčasa, a tudi gostje si niso uspeli v drugem polčasu priigrati kakšne resnejše priložnosti. Dobaj na levo stran proti Kocjanu. Znova je krenil Kocjan. Prekršek. Nad njim je storil številko 14 Zimet. Ob igrišču se pripravlja tudi prva zamenjava v domačih vrstah. Iz igre številko 3 Želj Robnik. V igro pa prihaja številko 20 Jan Vajksl. Karič proti drugi vratnici, kjer se je odkrival Cic. Udarec je v kazenskem prostoru gostov prejel Luka Ulbin. Športno žogo z igrišča pošilja Mlakar. Brence na kratko proti Bračku. Vlekel je Bračko. S podajo v prostor je iskal Heržiča. Prehitra podaja je bila to za slednjega. Dobaj. V naslednjem šestem krogu je znova pred nami nekaj zanimivih in razborljivih obračunov. Pohorje, ki se prebuja v naslednjem šestem kolu. Gosti Radlje, ki so vse prej kot lahek nasprotnik, s svojo borbenostjo in veliko željo po dokazovanju težave spravljajo vsakega nasprotnika. Pohorci pa bodo želeli dokazati, da spadajo višje, kot trenutno tudi so. Dvoboj od ekip, od katerih smo pričakovali več,
se bo odvijal v Pesnici, kjer domači gostijo Rače, ki so zaenkrat največje negativno presenečenje v sezoni. Tako eni kot drugi imajo visoke ambicije in za uresničitev le-teh prostora za napake enostavno ni več. Občinski derbi nas čaka v Marjeti, kjer domači pričakujejo večnega rivala Starše. Obe zasedbi prebivata pri samem vrhu prvenstvene lestvice in igrata zelo napadalen stil nogometa. Pred nami je prav gotovo pravi spektakel, ki je po pravilu zanimiv do zadnjega sodnikovega žvižga. Še eno zamenjavo pripravljajo pri domačih. Iz igre odhaja številko 9 Luka Ulbin, v igro pa prihaja številko 2 Rok Kavčič. Mežiška zasedba NK Tap Akumulator po seriji slabših rezultatov odhaja na gostovanje v Jurovski Dol, kjer bodo iskali povratek na zmagovita pota proti moštvu, ki ga kot vse kaže letos čaka pričakovan boj za obstanek in tako so pri enih in drugih željni točk, tudi nujno jih potrebujejo. Dobaj s povratno podajo, iskal je Gorzo, na koncu nekoliko prehitra žoga za tega nogometaša. Še vedno Gorza. Igro z roko je dosodil glavni sodnik in žoga bo pripadla Brunšviku. Peca, ki je na domačem terenu pri 100% izkupičku, gosti Miklavž, ki je dokazal, da letos misli resno v boju za najvišja mesta, zaenkrat tudi na vodilni poziciji. Zanimivo pa bo videti, ali lahko nogometaši Miklavža polni samozavesti in motivacije odščipnejo prve točke Peci na njihovem terenu. Obračun ekip iz spodnjega dela lestvice se bo odvijal v Brunšviku, kjer domači gostijo Duplek oziroma bodo gostili Duplek. Zeleni Zdravskega polja trenutno izgledajo povsem nebogljeno in brez kakršnekoli želje po kakšnih točkah. Na drugi strani pa imamo Duplek, ki ima prav tako veliko težav in v bistvu je ta obračun za tako ene kot druge ključnega pomena za nadaljevanje letošnje sezone. Marles hiše bodo drugo zaporedno domačo tekmo odigrale proti Malečniku, ki še letos na gostovanjih ni vknjižil nobene točke. Bomo videli, ali lahko nogometaši Malečnika pridejo do prvih točk na gostovanju. Prav proti Marlesu, ki letos morda presenetljivo niza dobre rezultate, glede na lanski dve sezoni, ko nikakor niso našli prave forme, v tej pa zaenkrat izgleda se bodo borili za najvišja mesta. Brence pametno na desno stran proti Smajlagiću. Smajlagić mimo Kocjana. Kocjan se pravočasno vrnil v obrambo. Moas proti Zimetu. Bračko vrača Kaliću, ki je bil nekoliko nespreten pri ustavljanju te podaje. Igral je z roko in to bo prosti strel za domače. Karić je videl, da je vratar Zupet nekoliko iz vrat poskusil presenetiti gostujočega golmana, a ta še pravočasno uspel odreagirati.
Brence proti Smajlagiću, ta do Bračka. Heržič. Krajnc. Krajnc proti Dobaju. Dobaj s prenosom žoge na levo stran proti Kocjanu. Karič. Domači v teh trenutkih povsem mirno zadržujejo žogo v svoji posesti. S tem jasno kradejo čas gostom, ki pa v vsakem primeru po prejetem tretjem zadetku ne kažejo nobene želje po lovljenju zaostanka. Bračko. Bračko proti Zimetu, ta do Moasa. Beranič vrača Brencetu. Kalič. Kočar. Kočar lepo proti Moasu, ta že do Beraniča, ki ima težave. Vratar domačih seveda nikamor se mu ne mudi, Malečnik ima željen rezultat. V žepu imajo drugo zmago v letošnji sezoni. V bistvu kar pričakovano zmago bi lahko rekli. Mislim, da je bilo jasno razvidno, da je Malečnik boljši nasprotnik od Brunšvika, ki bo prve točke moral iskati na drugih obračunih. Vajksl vrača Dobaju. Dobaj vrača Kocjanu, ta žogo pošilja nazaj vse do svojega vratarja, Vnuk, Tršavec. Vmešal se Brence, Bračko, krenil je Bračko. Še en nesporazum v gostujočih vrstah, tokrat je Bračko spodajal prostor, želel zaposliti Kočarja. Brence in Vajksl v dvoboju, uspešnejši Brence. Ta spodaja proti Heržiču. Dobaj nadaljuje s tem dvobojom, Heržič je prejel neprijeten udarec v obraz, a seveda tako eni kot drugi mislim, da sedaj čakajo na zadnji sodnikov žvižg. Mlakar še pravočasno z obrambno reakcijo rešuje svoje moštvo nove nevarnosti. Moas proti Kočarju. Kočar nam pritiska Krajnc, Bračko. Brence.
Diagonalna podaja Brenceta proti Heržiču. Preigravanju Mlakar. Podajo pred vrata je preprečil Vnuk. Bračko proti bližnji vratnici, najvišji skok je bil Karič. Heržič tokrat višji od Vnuka, brez prave nevarnosti za vratarja Tršovca. Mislim, da lahko počasi pričakujemo zadnji sodnikov žvižg. Malečnik je prišel do novih 3 točk. Najvišji skok je bil Vajksl, toda do posesti gostje Smajlagić v sredino proti Bračku. Še vedno v posesti Bračko. Na levi strani se odkriva Mlakar, Zimet ga ni videl in Malečnik je še enkrat več hitro prišel do posesti, a jo na drugi strani tudi hitro zapravil. Bračko na desno stran proti Smajlagiću. Kočar znova v prostor proti Smajlagiću. Ta je v kazenskem prostoru iskal Heržiča. V drugem poskusu neuspešen pri oddaji žoge desni bočni nogometaš Brunšvika. Tršavec na kratko proti Krajncu. Krajnc do Vnuka. Lepo se mu je ponudil Kavčič. Kavčič s podajo proti Gorzi. Igra z roko domačega napadalca, a za vsak slučaj je tudi vratar gostov obranil ta strel. Glavni sodnik pa je medtem odpiskal konec obračuna v tem 5. krogu prve MNZ Maribor. Malečnik do zaslužene gladke zmage s 3-0 in do 6. točke v sezoni. Na drugi strani Brunšvik ostaja pri ničli in težave za zelene z Dravskega polja se nadaljujejo. Preletimo še strelce na tem obračunu. V prvem polčasu za 1-0 Karič v 36. minuti. 2 minuti kasneje Želj Robnik na 2-0 in ta isti nogometaš je postavil končni rezultat je postavil v 55 minuti Cic s strelom z glavo na 3-0 in kot že rečeno, Malečnik gladko do 6. točke v sezoni. Z moje strani je bilo to za danes vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje do naslednjič.